lahko bil ključen koš. Kajti Šentjurčani bi se lahko približali na 7 in potem bi postalo reta vroče. Tako pa imajo Grosupeljčani seveda še vedno vse v rokah, a greši Hrubali. Minuta 40 do konca. Zadnji, ki je izsilil osebno napako, na koncu nažalost ni zadel, bo pa imel na voljo 2 prosta meta. Borič se vrača. Zadnji pa je trenutno pri 25 točkah. Za 7 dosajajo domači. Pa spet napadal Grosupeljčani, Antonijević. Stregel žogo Primorac. A se potem zapletal, pa vendar spet Grosupeljčani ne zbrani. Ahmed Bašić za 3, ni zadev, lovi pa tam Zadnik. Dal ta Zadnik. Do konca pa minuta 17. Zadnik do Sebiča. Ahmed Bašić, Zadnik, nova osebna napaka tam Boriča. In šele zdaj so gostje izpolnili bonus, no domači ima na kontu v tej zadnji četrtini le eno osebno napako. Zadnik pa Milan Sebič, ki mu vrača žogo, spet Ahmed Bašić, ali boš Ahmed Bašić do konca? A tole je bilo prekratko, Ahmed Bašić zahteva osebno napako. In pa iztekel se je čas, ko so morali gostje prenesti žogo čez sredino, namreč na semaforju je kazalo le še 16 sekund, torej preteklo je 8 sekund, sodniki pa se niso oglasili. Zdaj tam Stanko Sebič zadeva, spet za 7 zaostaja Šentjur. Ali se bodo igralci Tajfuna spet obranili? Zdi se, da bodo Šentjurčani za las prekratki. Čas drvi in drvi. Tam Zadnik obrambi nad Antonijevičem. Je bila sredina, a Zadnik je ukradel žogo. Potem pa ga je izvrstno tam blokiral Hrubali. Iz avta zdaj Jerman. Lovi Antonijevič. Jerman. Gosti so zdaj srečno popeljali žogo čez igrišče, ko se delilci pravice niso oglasili. 40 stotink. Torej vsega je konec. Pri prednosti Grosupeljčanov zdaj za 8. 16 točk Antonijeviča. In še 17. Zadnik. Zadnik je zdaj do konca, greši, tako da bo žoga za gostitelje. A do konca je še 7 sekund in pol. Ahmed Bašić zdaj za 3, daleč je bilo tole. Vendarle pa Ahmed Bašić je danes dobro odigral, čeprav je bila tole njegova prva tekma v dresu Tajfuna in vsega je konec. Res je, ne vem, enostavno pademo v neko krizo, iz katere se enostavno ne moramo rešiti. Res je tudi, da so nekatere žoge že na pol koša noter, ampak nekako najdejo pot ven in to nas že zdaj spremlja nekaj časa in res upam, da se bo te stvari izboljšale, pa da pokažemo, da nismo v Šentjurju samo nekateri, ki nekaj delamo, ampak da se v Šentjurju še zmeraj igra dobro košarka. Če bi jaz vedel, kaj je rešitev tega krča, bi krepal, tako da ne vem, res ne vem, kaj je posledica tega krča, škoda kaj rečem.
nič glavo gor delati na samozavesti, ko se bodo igralci res začutili med sabo, mislim, da bo tudi igra v napadu stekla. Ja, res je Mirza, ko mi prišel v sredo in zdaj, da bi od njega že takoj na začetku pričakovali ne vem kaj, bi bilo iluzorno. Konec koncev je preživel 4 dni v avto, na to prišel sem, opravil nekaj treningov in je pa pravo krepitelj. Težko je karkoli reči. Ko ne gre, treba se pobrati, se dvignati. Jaz verjamem, da ko bomo eno zmagali, da bo šlo navzgor, sam težko pa je to zdaj vse skupaj. Zdaj se še trener se je zamenil, bomo videli, kako bo to prineslo vse skupaj. Ne vem, mi se borimo, ampak enostavno ne zlaufa. Upam, da bo prej slej tudi zalaufa. Težko je potem, ko se 2-3 porazi pridejo, samozavest pade, tudi tisti šuti, ko bi normalno zadeli, odprti šuti se ne zadevajo več in težko je potem igrati, ko tudi šuterji, ko bi naj zadevali, ne gre več. In res nekako se treba z tega krča nekot rešiti in da dobimo samozavest nazaj. In mislim, da potem vse lažje. Sigurno ni zdaj za obupati vse skupaj, ni zdaj, da bomo vrgli puško koruzo, ampak sem rekel, treba se boriti, bomo videli, kako prinesel nov trener, nov sistem. Jaz verjamem, da se lahko beremo, vse je še mogoče in sigurno se ne bomo predali. Prišel je šele včeraj, v petek si je prišel pri treningu prvič, jaz ga nisem prej še poznal. Tako so nam rekli, izkušen trener, delo je že vse posod, bil je tudi dober igralec, tako da jaz verjamem, da ima dosti znanja in ki bo tudi poskusil na nas prinesiti. Mi da delamo, tako reče, in verjamem, da se nam bo obrestovali. Vsekakor se vidi, če samo gledamo, primerjali z lansko sezono, če samo statistiko gledamo, čeprav statistika ni zdaj neko merodajna, ampak že po statistiki vsak vsaj polovico slabši in potem je to vse skupaj škoda. Ja, najprej čestitam fantom, v bistvu so se skoraj celo tekmo držali tistih stvari, kjer smo se pripravili, oziroma kjer smo vedeli, da bodo pomembni na tej tekmi. Šentjur definitivno je zelo dobra ekipa, ne nazadnje so držali jedro ekipe in lani skoraj prišli v polfinale. Mi smo vedeli, da mogoče oni so malo v krizi in dejansko, če so, da moramo to izkoristiti, da lahko to izkoristimo z mogoče tudi malo večjo borbo. To nam je večji del tekme tudi uspevali. Mogoče smo na koncu malo nam je padla koncentracija, ko smo imeli večjo prednost, vendar so fantje v bistvu se pravim trenutno še zgodili in na koncu tekme srečno popravili do konca. V bistvu zelo dobro smo se pripravili na Šentjur. Vedeli smo, da so menjali trenerja. Zdaj nismo vedeli, da bo to delovalo kot neka šok terapija, ampak jaz mislim, da je za našo tekmo proti Elektri, ko smo zmagali, smo se nekako dvignili, da smo pokazali tudi danes na Šentjurju in jaz mislim, da izjemno tistih zadnjih 2 minut smo odigrali zelo korektno tekmo, prevladovali smo v skoraj vseh elementih košarkarske igre in jaz mislim, da smo zaslužno zmagali. Ja, včasih pride taka tekma, da naredim še prej kak faul, ampak jaz mislim, da letošnja sezona, kar se faulov tiče, zelo dobra, ampak treba je pa še veliko delati, igrati z glavo in jaz mislim, da sezona je še dolga. Seveda, to 2 zmage zapored, to je zalet. Treba je delati po istem receptu, kot zdaj in jaz mislim, da imamo vse kvalitete, da lahko sedaj zmagamo še kako tekmo več.